lepe. Ravnokar sem se vrnila iz lova na kulturno dediščino. Pa po želodčku me tudi kruli. Le kaj bi jedla? Preden poskrbim zase, moram nahraniti še ptice. Kaša. Kaj bi lahko počela s kašo? Že vem, na Triglavsko zakladnico pogledam, tam je zagotovo kakšna dobra ideja. Za pripravo pečene prosene kaše potrebujemo lonček prosene kaše, 4 lončke mleka, pest suhega sadja, ščepec soli, vaniljev sladkor in pa maslo, s katerim bomo premazali pekač. Medtem, ko se naša kaša peče, pa poglejmo, katere so tiste ptice, ki pa tudi rade jejo kašo. Prav zabavno jih je opazovati, ko takole skačejo okrog. Pa za vse uganete, kako jim je ime? Saj veste, poznamo seničke, pa vrabčke in kose. In prvi najbolj pogosti obiskovalec naših ptičjih hišic je zagotovo vrabček. Poljski in pa domači vrabec. Ampak kateri je pa kateri? Ali opazite razliko med poljskim in domačim vrabcem? Pravijo, da je domači vrabec malce bolj rejen, medtem ko je poljski vitkejši in tudi nekoliko manjši. Poljski naj bi imel tudi črne lise, ki spominjajo na uhane, ter bela lička in rjavo kapico. Poglej, sedaj pa vidim razliko. Najlažje jo ločim po glavi. Poljski vrabec ima rjavo čepico, domači vrabec pa sivo. Tudi seničke so zelo pogoste obiskovalke naših krmilnic. Veliko senico res ne moremo zamenjati za katerokoli drugo. Tudi plavček s to svojo modro kapo res izstopa. Ampak kaj pa te tri? Močvirska senica, menišček, gorska senica. Le kdo ve. Za meniščka pravijo, da je najmanjša evropska senica in da ga lahko prepoznamo po belih progah na perutih. Evo, ta na desni strani ima bele proge. Kaj pa ti dve? Gorska in pa močvirska senica. Pravijo, da pri gorski senici črna kapa seže do hrbta, kar je za malenkost več kot pri močvirski senici. No, in jaz bi rekla, da senici na levi strani kapa seže skoraj do hrbta, medtem ko na sredini ne. Evo, pa jo imam. Gorska in pa močvirska senica. Ta lepotička z oranžnim trebuščkom spada v isto družino kot tale črni lepotec. Tako taščica kot tudi kos spadata v družino drozgov. Ampak zakaj pa je kos na mojem posnetku rjave barve? Samček je čisto črn, samo kljun in pa okrog oči ima oranžno. Medtem ko je samica rjava, po trebuščku pa celo rahlo grahasta. Med drozge spada tudi pogorevček. Ptiček, ki se najraje podtika po visokodebelnih sadovnjakih. In ker le-ti izginjajo, tudi pogorevčka vidimo vedno manj. Wow, črna kapa in pa skoraj rdeč trebušček. To bo kalin. Za njega sem tudi že slišala. Spada v družino ščinkovcev.
tako kot te dva pisana lepotca. Lišček naj bi bil eden izmed bolj pisanih ptičkov v Evropi. S tole rdečo, belo, črno glavo ga res ne moremo zgrešiti, pa še rumeno progo ima na peruti. Zraven njega pa je ščinkavec, oblečen je v modro-sivo kapo, lička in trebušček pa ima rožnato rjava. Sraka ima dolgi rep, pisano ima perje, pazi, pazi, Ančka ti, da te ne Ja, srako res težko zgrešiš. Vranov pa težko preslišiš. So izredno družabne in se rade derejo. Ne, pogovarjajo. Vrane veljajo za izredno inteligentne in iznajdljive. No, in v skupino vranov spadajo srake, siva vrana, planinska kavka, krokar in tudi šoja. Šojo pa prepoznamo po teh čudovitih modrih peresih in črnih brkah. Za konec pa je prav, da omenim še te ptice, ki so svoj prostor za gnezdo našle v najlepšem narodnem parku na svetu. Ko obiščemo vrhove naših gora, nas največkrat pozdravijo planinske kavke, ki so pravi letalski akrobati. Skupaj s planinskim orlom brez težav letijo v močnem vetru in gospodarijo v nebu nad našim Alpam. Kaj pa je to za ena kura? Nekam bela je. To bo belka, samec in samica, vse sta različne barve, tako kot pri kosu. Pa ne bo držalo. Samec in samica sta poleti obadva tako rjavo-grahasta, po zimi pa se oblečeta v varovalno belo barvo in jo tako zelo težko opazimo. Belka je res dobro prilagojena na okolje, v katerem živi. Tipična prebivalca gorskih gozdov in območij tik nad gozdov mejo sta tudi ta dva lepotca, divji petelin in pa ruševec. Oba krasi nadočesna rdeča roža, zato jih veliko ljudi hitro zamenja. Vendar je ruševec take temne barve, lahko bi rekli, da se celo modro polesketa, pa tudi rep ima malce bel. Divji petelin nima belih peres. Ima pa rjavkaste peruti. Če se vam zdi, da katere izmed ptic, ki obiskuje vašo ptičjo hišico, nisem omenila, obiščite spletno stran Društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije. Tam jo boste z malim priročnikom zagotovo prepoznali. Ojoj, moja kaša! Tako, moja kaša je pečena, še razrežmi jo pa je. Vabljeni, da še naprej spremljate Triglavsko zakladnico in naj zaključim s pesmico Anka naša, dedek vpraša, kje je kaša? Naj povem mu Anka naša, ki nikoli se ne laže, na trebušček svoj pokaže. Pa dober tek!